Ja, lepo pozdravljeni. Danes smo sklicali sejo sveta varuha, ki se občasno srečuje kot posvetovalno telo varuha. V njem so vključeni predstavniki državnih organov, pa tudi civilne družbe. Srečujemo se tako 3-4 na leto in obravnavamo aktualno problematiko. Tokrat smo namenili ukrepom, ki so bili izvajani, in aktivnostim, ki so bili izvajani strani varuha v času krize, prvega vala, kot kaže, in bomo se s predstavniki, ki so v svetu varuha, v bistvu o tem diskutirali. Pripravili smo poročilo, povabili smo pa na sejo tudi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo predstavil, kakšne ukrepe je sprejela vlada in kako naj bi te ukrepe učinkovali, pa po drugi strani, katere ukrepe še načrtuje. Eno vprašanje, Svetkanala, ali aplikacije za sledenje, se pravi okužbam, predstavlja poseg v zasebnost in kakšen, zakaj? Glede na to, da Slovenija je edina država EU, ki še nima uzakonjenega GDPR-ja. Vsak ukrep se moramo zavedati, da je tudi potreben za preprečevanje okužb, je poseg v človekove pravice in svoboščine. Aplikacija je pa vprašanje, zakaj se bodo zbirali podatki, kdo bo zbiral podatke, kako se bodo obdelovali podatki in pa dokdaj se bodo ti podatki zbirali. Tako da, kar se pa tiče zakona, zakon je bil pripravljen po naših informacijah, mi smo tudi v nekem času sodelovali pri pripravi tega zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2, ampak dokler ni sprejet, toliko časa pač velja evropska usmeritev. Ampak če smem, vaše stališče, mogoče stališče varuha do tega, veste, do te aplikacije, konec koncev lokacijskega sledenja. Takoj, ko bodo odgovori na to, mi smo zelo zadržani, kar se tega tiče, zato je vprašanje, kdo zbira podatke, najprej zakaj jih zbira, kako jih bo deloval in koliko časa. To so vprašanja, na katere morajo biti jasni odgovori, mora biti sorazmerno, potem bomo pa lahko se še bolj pogovarjali o tem, ampak to so osnovna vprašanja, na katera moramo najprej dobiti odgovore, da se sploh lahko pogovarjamo o aplikaciji. To me zanima, glede na to, da gre za zdravstveno vprašanje v ozadju, ali bodo tu stališča glede varstva človekove zasebnosti mehkejša? Vedno človekova zasebnost in človekove pravice temeljijo na zakonodaji, ki ne sme biti v nasprotju z mednarodnimi konvencijami pa z Ustavo Republike Slovenije. Tako da mehčanje, če je nasprotju z Ustavo, pa če je nasprotju s konvencijami, potem tukaj ni mehčanja. Mora biti pa jasna zakonska podlaga, potem je pa vse v redu, samo zakonska podlaga mora biti tako jasna, da odgovori na ta vprašanja, ki sem jih izpostavil. Ampak se vam v tem trenutku zdi zakonska podlaga tako jasna, da odgovarja na ta vprašanja? Mi tega zakona še nismo videli, da bi lahko, oziroma nismo bili povabljeni k sodelovanju pri pripravi zakona, niti nas nihče o tem še ni nič povprašal. Ta zakon je danes v državnem zboru na usklajevanju in je predvideva, da bo aplikacija obvezna za tiste, ki morajo v karanteno in za okužene. Ali je to, da je za določen delež tudi to obvezno, je to kakorkoli sporno, da ne bi šlo skratka samo za prosti del? Treba je videti obrazložitev, zakaj je predvidena ta obveznost, kot sem rekel, zakaj se zbira in kaj te ljudi ogrožajo s tem. Omejevanje človekovih pravic v vsaki krizi je dopustno, vendar mora biti sorazmerno. Katere ukrepe na področju DSO-ja pričakujete zdaj v tem očitno drugem valu? Pričakujemo ukrepe, ki bodo omogočali človekove pravice in dostojanstvo starostnikom, ki so tam. Se pravi, obiski, če bodo omejeni, morajo biti omejeni, ne pa popolnoma prepovedani. Izhodi uporabnikov oziroma stanovalcev domov starejših pa so prepovedani, lahko zgolj, če za to obstaja zakonska podlaga oziroma če te ljudje dobijo odločbo, pri kateri imajo možnost do sodnega varstva, da se lahko pritožijo, ker jim bila ta odločba o prepovedi gibanja izdana. Eden izmed največjih posegov v človekove pravice je prepoved gibanja, svobodnega gibanja, ampak še enkrat, če je odločba, ki je pravno preverljiva, potem se tudi to da narediti. Ok, še eno vprašanje bomo sprejeli, potem pa... Lahko sem še eno pod vprašanje. Rekli ste, da vas
da vas nihče še ni povprašal za mnenje oziroma da niste sodelovali pri tem zakonu, ampak ta zakon je danes že v državnem zboru in v četrtek se začne seja, na kateri bo zelo verjetno sprejet. Kdaj ne bi potem prišlo do tega posvetovanja? Ja, zelo težko je ocenirati, kaj se bo v zakonodajnem postopku zgodilo. Je pa vedno odprto, če bo zakon sprejet in bomo mi ugotovili, da je v nasprotju z ustavo, bomo šli seveda na ustavno sodišče. Ampak predhodno se je zelo težko opredeliti, ker velikokrat se dogaja, da so potem z raznimi amandmaji, z raznimi spremembami se zakon lahko na glavo tudi postavi, zato zelo težko vnaprej reči tako in tako bo. Kdaj pričakujete, da vas bodo povabili zraven? Glejte, očitno nas ne bodo, se tudi, smo nekje, bom rekel, tudi važno je, da je zakon, ko bo sprejet, da poslanci se zavedajo, kaj sprejemajo, nam je pa vedno odprta pot na ustavno sodišče. Hvala lepa, dober dan. Oprostite zamudi, spoštovani varuh, spoštovane novinarke, novinarji. Morda uvodoma poudarim, da zaradi tega, ker na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejemamo ukrepe, predvsem z zavestjo, da naj bodo ti ukrepi za dobro ljudi in v dobro ljudi, je sodelovanje z varuhom človekovih pravic izjemno pomembno in tudi meni osebno veliko pomeni. Zato sem hvaležen za to vabilo, da na svetu varuha predstavim pripravljene ukrepe za čas priprave na morebitni drugi val korona epidemije. Glede na to, da je nekako v porastu število pozitivnih oseb s koronavirusom, smo tudi v paketu PKP4, tako imenovanem PKP4, predvideli nekaj rešitev v podporo trgu dela in gospodarstvu in na drugi strani preventivno rešitev, o kateri ste največ sedaj spraševali varuha, in sicer mobilno aplikacijo, s pomočjo katere bi lahko zavarovali, primerno zavarovali in po našem mnenju tudi sorazmerno življenje in zdravje ljudi. Predvsem pa v takem sorazmernem delu, da ne bi bilo potrebno, koliko do tega seveda ne pride, do bistvenega poslabšanja, sprejemati nekih težjih, drugih bolj restriktivnih ukrepov. V paketu PKP4 je torej nosilni ukrep podaljšanje možnosti začasnega čakanja na delo doma za vse delodajalce za 1 mesec, z možnostjo, da vlada s sklepom še največ 2-krat za po 1 mesec to podaljša, torej najdlje do 30. septembra. Lahko rečem, da je ta ukrep tudi pri socialnih partnerjih, sejo ekonomskega sveta, ekonomsko-socialnega sveta smo imeli v petek in danes tudi delovno skupino na temo PKP4, da je ta predlog pri socialnih partnerjih pozitivno sprejet. V tem zakonu je tudi izjemno pomembna določba, ki namenja 31 milijonov evrov socialnim zavodom za interventni namen financiranja kadrov, kajti pokazalo se je v prvem valu epidemije korone, da je kadrovska in finančna podhranjenost bistvena težava socialno-varstvenih zavodov pri opravljanju njihovih rednih nalog, kaj šele nalog v času epidemije, kjer so številni, kot smo videli in kot ste vi tudi poročali, za kar se vam zahvaljujem, šli zelo čez sebe, pregorevali, se dali na razpolago stanovalcem domov za ostarele in ostalim varovancem socialno-varstvenih domov. Omenim še ukrep, namreč država bo prevzela breme, strošek, plačila nadomestila za čas odrejene karantene, in sicer tu predlagamo nekaj razlikovanja glede na to, kako in v katerem času
bi zaposleni, ki mu je odrejena karantena, zapustil našo državo oziroma šel v ciljno državo oziroma odvisno višina nadomestila, ki bi jo on prejel, bo odvisna od tega, na katerem seznamu, rdečem, rumenem, zelenem, bi bila v času odhoda v to državo njegova ciljna destinacija. Zaključim svoj uvodni nagovor s tem, da je inštitucija varuha človekovih pravic izjemno pomembna. Zakaj? Zato, ker nas opozarja, da imamo stalno pred očmi, da so ukrepi, ki jih tudi v času epidemije ali pa zdaj v pripravi na morebitni drugi val sprejemamo, izjemno pomembno tehtanje, in to tudi delamo vsakodnevno, večkrat pri vsakem ukrepu, tehtanje sorazmernosti ukrepov. To je naše bistveno vodilo, torej poleg spoštovanja dostojanstva, človečnosti, spoštovanja solidarnosti, vedno tehtamo pri ukrepih, da so tudi sorazmerni glede na to, za katero jih sprejemamo. In če želimo zaščititi naše najranljivejše, to pa so starejši, še posebej ti, ki živijo v domovih za starejše, potem menim, da ni odveč ta napor, ki ga vlagamo, tudi pri varuhu nekatere stvari preverimo, se z njim pogovorimo in verjamem, da bomo skozi socialni dialog, kar se je pokazalo v petek in danes, da so socialni partnerji izjemno konstruktivno pristopili k PKP4 in k odgovoru na trenutno situacijo in tudi skozi demokratični proces v državnem zboru prišli do optimalnih rešitev, ki upam, da bodo v tem tednu tudi sprejete, da lahko trgu dela in pa najranljivejšim, predvsem pa domovom za starejše s temi 31 milijoni tudi pomagamo.